Matjaž Berger, živijo, lepo pozdravljeni. Živijo, dobro dan. Kako ste danes? V bistvu sem nekoliko utrujen, ampak še vedno dovolj vedrega duha, da lahko sem v dialogu. Na to srečanje prihajate direktno iz Novega Sada, kjer ste bili na največjem festivalu srbskem, oziroma lahko rečemo tudi mednarodnem, v tem delu Evrope, na Sternem pozorju, ki je letos praznoval 70. jubilej, in tam ste celo zmagali z vašo prizoritvijo, to je predstava Beograjski trio Gorana Markovića. Seveda vam takoj čestitam. Ali ima to Sterno pozorje še vedno to famo, ki jo je imel nekoč? Najprej hvala za čestitke. To je kot ste omenili, en največjih festivalov v tem območju Evrope. Nikoli ni bil neizpeljan, tudi ko so bile določene situacije, COVID ali kaj podobnega, ali pa državljanske situacije, ki so tam zelo pogosto sporne. Gre za eno zelo veliko zadevo, ampak ko inscenacijo izvedeš tam, razmišljaš izključno o tem, kako bi v prostoru, ki je v dimenzijah Galusove dvorane, v bistvu speljal eno mikroscenografijo, kot jo imamo mi v Beograjskem triu. Brala sem, da ste bili izjemno dobro sprejeti. Odziv je bil nepričakovano monumentalen, bom rekel. Mene je zelo skrbela postavitev scenografije v povezavi z nadnapisi in se bal, da bo pogled bolj usmerjen v nadnapise kot v dogajanja. Igralci so mi rekli, da so bili vsi fokusi v bistvu vse skozi zelo skoncentrirani na njih. Bil sem vesel, da je bil z nami Goran Marković, tudi na poklon je prišel in tudi udeležil se je okrogle mize, kjer se je seveda tudi absolutno distanciral od režima, ki je na oblasti, in se zavzel za človekove pravice, ki jih v bistvu reprezentirajo bojkotirajoči študentje in vse skupine povezane z njimi. Mene kot prvo zanima, kaj je vas navdušilo v tej zgodbi in kaj menite, zakaj jih je tako prevzela ta uprizoritev? Ja, jaz bi povedal to, da jaz sem bil po prvem branju neko poletje na Korčuli. Na Korčuli sem tudi to knjigo kupil v neki knjigarni, ki je povezana z Goranom Markovićem. Tam je ta knjigarna izdaja tudi sicer njegove knjige v francoščini in tako naprej. In v bistvu sem bil v enem dnevu prepričan, da bi moral to uprizoriti, in takoj, ko sem bil prepričan, se je vame nalezla skepsa, da mi Goran tega verjetno ne bo dovolil, ker je evidentno, kdor bere natančno, da je to bil dejansko prav scenarij za njegov film. Sem ga poklical in Goran je takoj pristal na to, da lahko to delam. Bil je pa od začetka skeptičen, kako lahko se prevaja epistolarni roman, kot ga on imenuje, v inscenacijo, v gestus, v kako te paralelne zgodbe speljati in tako naprej. Stvari nisem brala, sem pa bila na premieri in sem bila navdušena. Marković je pisal zadevo izključno kot spomin na eno od ran socializma. Kot to rano je tudi obravnaval, kar je fascinantno za možnost uprizoritve je, da gre seveda za melodramo, in to melodramsko strukturo smo mi tudi potem prevajali v inscenacijo. Glede na to, da vem, da vsako leto gostujete na Korčuli in Mletu, boste tudi s to predstavo letos? Je že bila ta predstava in Goran je prišel na Korčulo in si takrat tudi prvič ogledal predstavo. Tam je bil tudi odziv izjemno zanimiv, pozitiven seveda. Je pa vezan na Goli otok, ki je v Jadranskem morju in ki je tudi del hrvaške zgodovine. Kdor pozna situacijo, recimo, da smo se mi spominjali te rane, ta prostor ni prostor spomina, kar bi moral biti, ampak je v bistvu zelo devastirana, zapuščena okamnina velikanska, kjer je seveda so ostanki vseh možnih ran, ki jih tam tudi vidiš v obliki prostorov, ki so devastirani in tako naprej. Jaz sem si ogledala predstavo na premieri, torej v vašem gledališču APT v Novem mestu, Anton Podbevšek teatru, in kjer ste vi umetniški vodja in direktor že od leta 2006, če se ne motim, torej od ustanovitve. No, to gledališče, bom takoj na začetku povedala, živi res nekako svoje življenje in nas s svojim repertoarjem nagovarja drugače od vseh ostalih gledališč v Sloveniji. Razvili ste svojo estetiko, ampak sem opazila, ko sem prihajala na te predstave oziroma premiere, da so poleg Novomeščanov, ki so vam zelo naklonjeni,
pa tudi zelo kritični. Tudi prihajajo gledalci še iz ostalih krajev, predvsem iz krajev, kjer so tudi neka tvorna gledališča, kot so Zagreb, Varaždin, Reka. Ja, ko smo recimo dve taki emblematični predstavi, sta bili 20. stoletje po besedilu Alena Badiouja na Velodromu, Sredozemlja, iz celega sveta so prišli to pogledati, in pa ko smo delali predstavo Tako je govoril Zaratustra, Nietzschejevo besedilo z Laibachom, so tudi zaradi Laibacha prihajali iz Dublina, iz Berlina, iz Hrvaške, iz različnih krajev. Tako da ta publika, ki je zelo kritična, je zelo mixtum kompozitum in ni tako kot v kakšnih drugih gledališčih relativno konstantna, je zelo različna glede na estetski objekt, ki se vrši v obliki premierne produkcije. Najin pogovor poteka sredi Borštnikovega srečanja, ki se je pravkar začel, torej ta petek, naš največji gledališki festival. Vaših predstav nikoli ni. Enkrat ste bili uvrščeni, to je bilo leta, ne vem katerega, ampak s predstavo Portret neke gospe, Henrya Jamesa. Ta predstava je bila v koprodukciji teatra Divita iz Bolonje, 2009, točno, zdaj sem se spomnila. Kakšen komentar na to? Moj komentar na vaše vprašanje bo Brechtov. Največji sovražniki divjih slonov so udomačeni sloni. No, za vas velja, da ste gledališko pot teoretiziranega teatra začeli z gledališkimi eseji o Galileju, Brechtu, Freudu, Lacanu, Shakespeareu, lahko bi še in še naštevala. Gojite tak res poseben odnos do vašega kraja, do vašega časa, zgodovine, do avantgarde oziroma njenega izročila. To vse je doprineslo temu, da ste prišli do ideje, da bi ustanovili ta teater, ki je tako zaživel in postal res mednaroden, kjer so se zvrstili vse do danes najrazličnejši koncepti, režije in seveda tudi spektakli. Velja pa tudi, kar moram na začetku povedati in poudariti, da je vaš gledališki duh hote in nehote zelo povezan s športom. Šport in umetnost, to pa velja že od nekdaj, še iz časa antike, da gresta skupaj. No, ampak tukaj bi dodala, da sem ujela vaš pogovor z Aleksandrom Čeferinom, ki je dejal, da bi morala šport in umetnost iti skupaj, z roko v roki, da je med njima velika podobnost. Šport je umetnost, pravi Čeferin. Vi se velikokrat z njim srečate, imate nek tak poseben odnos. Ja, absolutno prijateljski, zelo spoštujem Aleksandra Čeferina. Na tej soareji je bila rdeča nit dialoga, kako ohraniti nogomet kot igro, kako ohraniti teater kot igro kot ludens, igro kot antropološko izročilo, ne pa kot kakšen drugačen proces ali produkt, in pa seveda igro kot fair play. V obeh disciplinah, bodisi v umetniških praksah, bodisi v športu. No, vi pravite, da lahko nogometna tekma marsikaj spremeni na svetu, medtem ko gledališče tega ne more. Enkrat se spomnite, v eni od mojih oddaj citirali Jacquesa Lacana, kako že gre tisti stavek, da človek misli z nogami, Ja, psihoanalitik Lacan je razvil celo teorijo, da človek misli z nogami. Jaz sem tukaj želel poudariti, da moraš najprej znati stati, imeti svoje stališče, in od tod naprej gre pot v hojo, v ples, v plezanje, v preseganje samega sebe. To sem takrat mislil ob citiranju Lacana. No, vas je vedno zanimal ta odnos, razmerje in kombinacija med gledališkim telesom in športnim telesom, potem v nadaljevanju po glasbi. Kaj ste izbrali za začetek najinega pogovora? In zakaj? Za začetek najinega pogovora sem zbral glasbeni odlomek iz vrhunske partiture kolektiva Duo Silence, iz gledališke predstave Beograjski trio. Verina smrt je naslov tega dela. Zbral sem zato, ker izjemno spoštujem umetniški kolektiv Duo Silence, ki dela za slovensko bodisi filmsko produkcijo, bodisi gledališko produkcijo res presežke in ki v dialogih, ko nastaja glasbena partitura za gledališko inscenacijo, v bistvu izjemno natančno preko odtenkov, preko poslušanja dialogov, monologov, sestavita neko pokrajino, v kateri lahko skozi glasbo čutiš čas, prostor in pa temperaturo izjave igralčevega glasu.
Nedeljski gost na Valu 202 je gledališki režiser Matjaž Berger, ravnatelj APT Anton Podbevšek teatra Novo mesto. Vi ste bili pa najprej v Mladincu, v mladinskem gledališču in nato postanete šele ravnatelj Anton Podbevšek teatra, ne? 8 let sem bil zaposlen v Slovenskem mladinskem gledališču in 3 leta sem bil umetniški direktor Slovenskega mladinskega gledališča. Potem pa sem dobil povabilo strani župana mestne občine Novo mesto, da se priključim delovni skupini, v kateri je bil tudi Janez Pipan, za ustanovitev gledališča, ki se je najprej imenovalo Gledališče Novo mesto. Potem pa sva z bratom obiskala hčerko Antona Podbevška, je zaprosila za možnost patenta imena Anton Podbevšek v namene naslova gledališča. Notarski zapis sva dobila, overjen. Potem pa je občinski svet mestne občine Novo mesto moj predlog potrdil in od novembra 2006 se gledališče Novo mesto imenuje Anton Podbevšek teater, 22.12. pa je prva produkcija Galileo Galilei Bertolda Brechta. In ta začetek je bil res, takrat se spomnim, pravi boom za ta slovenski gledališki svet in Brecht kot mislec, ki je ostal in je epicenter vašega dogajanja in ustvarjanja. In tudi zdaj pripravljate predstavo. Predstavo Življenje in časi Bertolda Brechta, ko je bil v emigraciji med leti 1933-1947 z vsemi umetniškimi objekti, ki jih je v tistem trenutku mislil v boju proti fašizmu, nacizmu in z vsem ženskim kolektivom in moškim kolektivom, ki je bil v tem podjetju Brecht. In kdaj bo ta premiera? Premiera pa bo 18. junija, čez nekaj dni. Torej Brecht in Badiou ostaneta vaša opornika, vaša gradnika kot način razmišljanja o gledališču. Zakaj? Veliko je mislecev, ki so v bistvu znali brati Brechta. Ker Brechta ne moreš preprosto vzeti pa ne imeti konteksta. Tudi obstaja Brecht pred Brechtom. Jaz Brechta mislim od trenutka, ko je izumil epsko gledališče, ko je izumil teorijo potujitvenega učinka, ko je izumil teorijo gestusa. V slovenskem kulturnem prostoru so zato največ naredili Slavoj Žižek, Mladen Dolar, slavno številko Problemov leta 1981, ko so prevedli vse učne komade. Potem pa so se jim pridružili drugi, ki so nadaljevali, in ob tej priložnosti bi izpostavil ime Jakoba Ribiča, ki je v današnjem trenutku verjetno najbolj posvečen v poslednje skrivnosti Brechtove misli, Brechtovega življenja in je tudi eden od avtorjev besedila za to inscenacijo. Badiou je pa v svojem 20. stoletju, v 3. in 4. poglavju, izjemno natančno opisal, kaj je funkcija režije v 20. stoletju in kaj je funkcija režije, ki jo prinaša na prizorišče branja sveta Bertolt Brecht. Gre za osvobajanje in emancipiranje od slepil in tako dalje. In gre seveda za to, da je njegov največji epistemološki res, pravzaprav potujitveni učinek, ki ga lahko, se pravi, da se ti neka najbolj domača stvar v oddaljeni obliki prikaže kot nekaj najbolj tujega in vidiš nekaj, česar sploh ne vidiš in živiš kot navado in jo lahko skozi ta pogled presežeš. Ste v tem potujitvenem učinku tudi razlagali svojim dijakom, ko ste učili slovenščino, na gimnaziji v Novem mestu? 1 leto sem bil profesor slovenskega jezika in književnosti. Mislim, da takrat nisem jim razlagal Brechta in potujitvenega učinka, sem jim pa razlagal Rastka Močnika. Takrat je bil velik bestseller zame njegovo slavno delo Beseda besedo. To sem jim pa razlagal in razlagal sem jim Lacanovo interpretacijo Hamleta. Bil sem izjemno ponosen na ta letnik. Vsi so diplomirali, kot vem, in eden od njih je tudi slavni, žal pokojni alpinist Andrej Markovič, prejemnik najvišjih odlikovanj strani alpinizma svetovnega. Tudi vaša diplomska naloga je bila Brecht, ampak brez črke B. Ja, to je v bistvu je šlo za uprizoritev najbolj slavnega učnega komada Brechtovega z naslovom Die Maßnahme, ukrep. In takratna nosilka avtorskih pravic, njegova hči Barbara Brecht, je prepovedovala uprizarjanje tega učnega komada in da smo se lahko nekako v partizanskem načinu bojevanja izvlekli,
takrat v gledališču Glej, smo besedi Brecht odvzeli prvo črko. In ta recht seveda pomeni v nemščini veliko stvari. Že uvodoma sem dejala, da vi v vaših uprizoritvah artikulirate športne discipline, kot so gimnastika, sabljanje, skok s palico, padalstvo, kolesarstvo, športni plesi, skoki. Veliko tega smo doživeli na odru. Pravite, da gre za razmerje telo, duh, šport, ritual. Kako bi vi to interpretirali? Mene je že od študija na AGRFT-ju pod mentorstvom Mileta Koruna, slavnega Mileta Koruna, pravzaprav zanimal princip športnega telesa in spomina, ki ga ima športno telo, in pa mislečega telesa, ki ga mora artikulirati igralčevo telo. Ta povezava je bila v bistvu vzgib za povezave v številnih različnih umetniških akcijah, kjer sem pač res uporabljal padalce. Predvsem je bil emblem tudi posvečen mojemu prijatelju, slavnemu Miru Cerarju, konjenik na konju z ročaj. Ta konjenik je nastopil tudi v tej diplomski predstavi Recht. Najbolj nenavadno je bilo ob 95-letnici Leona Štukla, Pariz, Amsterdam, Berlin, Novo mesto je bil naslov. Je bilo fascinantno, ko sem želel, da bi 10 konjenikov delalo kolesa v isto smer, jih 10 v Sloveniji v tistem trenutku nismo našli. In takrat sem bil spet pri začetku, kaj je športno telo in kako funkcionira. Kaj je oblika, kaj je forma, kaj je učinek in kaj je drill in kaj je repeticija. Vse to seveda sodi tudi v projekcijo igralčevega telesa. To razmerje in kombinacija med gledališkim telesom in športnim telesom. Med obliko in vsebino, med stilom in tehniko, med nečim, kar ima samo nekdo, med genskim zapisom gibanja samo nekoga. To me je zelo zanimalo. No in potem se seveda na podlagi vsega tega gostili same vrhunske športnike, a pa če bi šla v detajle, naprimer Viki Grošelj, ki je bral iz svojega dnevnika v smislu kot plezalec, mislec. Primož Kozmus je nastopil nekajkrat v vaših projektih in skoraj vsi, ki so prijeli olimpijsko medaljo, so bili v vaših uprizoritvah. Tako je. Bi pa za Vikija Grošlja, ki je tudi moj velik prijatelj, rekel, da je pravzaprav imeli smo neko akcijo umetniško na bazenu na fakulteti za šport, kjer so se morali gledalci preobleči v kopalke in je Viki Grošelj bral odlomek o smrti Nejca Zaplotnika nad bazenom. Stopinje v puščavi Nejca Zaplotnika. To je bila umetniška akcija. Takrat so nastopili tudi Nataša in Alenka Kejžar kot plavalki v tej akciji in od takrat naprej so z Vikijem zelo povezana in je kar nekajkrat bral določene spomine na svoje vzpone, povezano z Reinholdom Messnerjem, ki je prav tako nastopil v eni od mojih predstav. Predvsem pa pri Vikiju spoštujem to držo, to stališče, ki ga ima v svojih pogledih na šport, alpinizem in tako naprej. Najbolj pa smo vsi doživeli seveda Leona Štukla, ker vi ste naredili v njegovo čas dve uprizoritvi, mislim javni, na prostem zunaj in z njim ste tudi marsikaj doživeli, Leon Štukelj je bil zelo poseben človek. Doživeli smo pot v Lozano, na kateri je bil prisoten Miroslav Cerar in pa takratni župan mestne občine Novo mesto in smo šli na delovni obisk k predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja, gospodu Samaranu, in ga zaprosili za častno predsedstvo nad 100-letnico Leona Štuklja. Leon Štukelj je bil izjemno vitalen in ko smo si ogledali Olimpijski muzej, je ugotovil, da eden od podatkov ni pravi in je rekel, takoj moramo to sporočiti Samaranu in naj ga spremeni. Šlo je pa za rezultat plezanje po vrvi, kar je bil tudi eden od disciplin v tistem času. Vem, da je bil tako rekoč ikona in emblem olimpizma tudi v najbolj kritičnih momentih mednarodnega olimpijskega gibanja, ko se je v šport zelo zalezel doping in drugo. On pa je bil tako rekoč kvintesenca te starogrške paradigme identitete, duha in telesa. Vi ste ga imenovali olimpionik, galaktična figura, Zadnja ikona, ki je identiteto telesa in duha po starem kriteriju olimpizma artikulirala kot živ človek. To so vaše besede. Ja, ker sem ga tudi tako doživljal. On je bil drugače zelo discipliniran tudi v osebnem odnosu in mislim, da je skozi te dve veliki akciji, se pravi Pariz, Amsterdam, Berlin, Novo mesto in skozi Ave Triumfator, tako je bil naslov tega drugega dogodka, kjer je dejansko
nastopilo tudi nekaj izjemnih olimpijskih zmagovalcev, med drugim tudi Jurij Keki, ki je na koncu umetniške akcije mu sporočil željo, da bi se ob podobnem jubileju kmalu spet srečali. Mislim, da je doživel neko izpolnjenje. Tako sem ga doživljal tega 12. novembra 1998. Nikoli ni zbolel, v tistih dneh se mu je pa stanje prvič nekaj poslabšalo, ampak ga je ta akcija, ta prisotnost 13 televizijskih hiš mednarodnih je to prenašalo, da ga je ta oživitev izjemno dvignila v vitalnem smislu. Vi, Matjaž Berger, ste pa prejeli 2 častni nagradi. Tle so bile zasluge, ne, od Mednarodnega olimpijskega komiteja in še posebno nagrado Sport and Art za preplet kulture in športa. To je bila velika čast. To je za mene ena največjih časti in sem hvaležen Mednarodnemu olimpijskemu komiteju, da je prepoznal možnost tako pomembne vezi, antropološke vezi med športom in umetnostjo. Torej ta kultura in šport je to vaša preokupacija in gre tukaj v bistvu za ideologijo športa, tako moram povedati. Ideologija športa smo v nekem obdobju izjemno interdisciplinarno obravnavali skupaj z Benom Hvalo in Marjanom Lahom v povezavi z Leni Riefenstahl. Vem pa tudi, da je obstajala ideja, da bi se posnel film Leni Riefenstahl in Leon Štukelj. No, ampak tudi vem to, da ste enkrat organizirali na temo olimpijske igre, ne, pomen olimpijskih iger, posebno srečanje. Ja, v Aptu imamo, se pravi v tom Podbeškem teatru, imamo redne soareje. Olimpijske igre so bile takrat v Tokiu. Povabil Miroslava Cerarja, Jureta Zdovca in pa Primoža Kozmosa, vse nosilce olimpijskih odličij. In smo se pogovarjali o aktualnem trenutku športa s posebnim poudarkom, koliko kulture je v športu in koliko športa je v kulturi in pa kje je v tem trenutku olimpijsko gibanje v povezavi z vsemi emancipacijami in blokadami, z vprašanji vključitev in izključitev. Pogovarjali smo se o določenih tudi defektih in deliktih, ki so se dogajali znotraj olimpijskega gibanja. Že to križišče različnih olimpijskih iger, če smo jih takrat dali skupaj, je vsakič pomenilo nekaj popolnoma drugega. Vi ste tudi leta 1994 v Kranju režirali odprte kolesarske dirke Giro Italia. Da, takrat sem imel v Novem mestu skupino, ki se je imenovala Oddelek za spektakelske umetnosti. To so bili gimnazijci, ki so bili izjemni. Sem nekako povezal z različnimi športniki, športi, kolesa, giba, športe, ki so vezani na kolo. No, pred kratkim ste režirali tudi neke vrste akademijo ob 660. obletnici Novega mesta. V čem se ta proslava ali ta akademija razlikuje od prejšnjih in zakaj? Mislim, Velodrom novomeški je nek izjemno lep objekt. Razlika v tej inscenaciji nasproti drugim je bila preprosto v tem, da smo skušali v bistvu z najbolj minimalističnimi elementi artikulirati največ duha. Arhimedova točka je bila preprosto v interpretaciji besedil o emancipaciji. In kot drugo, ko so že omenjala historično pomembnost novomeške pomladi oziroma avantgarde, prve slovenske umetniške avantgarde, vse slovesnosti na to temo so bile v Novem mestu že izčrpane in sem si želel, da bi v to akademijo pogledali na nek drug način, se pravi, da bi se dotaknili Novega mesta, pravzaprav na način, kako je nekdo, ki je iz Novega mesta šel in naredil nek velikanski rezultat in se potem spet vrnil v njega. In tako smo prišli do nosilca zelo velikega odlikovanja Zlatega cepina, Vanja Furlana, pokojnega alpinista, potem Andreja Markoviča, že omenjenega, in pa seveda Matjaža Smodiša, vrhunskega evropskega svetovnega košarkaša. Zanimalo me je, kaj pomeni biti v Novem mestu, nastati tam, iti daleč stran, tam narediti nek svoj osebni rezultat, svoje osebno izpolnjenje in se potem vrniti v katerikoli obliki nazaj. V Novo mesto. V Novo mesto. Zato, ker mislim, da je potrebno besedno zvezo Novo mesto brati ne kot krajevno ime, ampak kot neko novo mesto. In je to v bistvu kar mandat za človeka, ki tam živi, in če bi se resno zavzel, da bi moral on sam postaviti
sebe na neko novo mesto, gre seveda to preko izuma, preko kreacije, preko izumljanja, preko odkrivanja različnih oblik, form, bodi si singularnega, bodi si kolektivnega. To je bila poanta te slovesnosti. Skratka, ne se skozi vračati v preteklost, ampak pogledati v osebnosti, figure, ki so naredile diskontinuiteto in se skozi diskontinuiteto v bistvu so premaknili mejnik, ki je bil prej nekje popolnoma drugje, premik in mejnik, ki je zdaj postavljen v prihodnik. Matjaž Berger, spet sledi glasba po vašem izboru. Bom zbral še eno glasbo iz predstave, ki mi je zelo ljuba. Tako je govoril Zaratustra, Friedrich Nietzsche. Naslov komada je Zone. Janja Novaka Laibach sem prosil, če bi lahko naredili remake Sijaj sončice v Laibach verziji. Moram reči, da je zelo burno reagiral in mi hipoma poslal 100 opcij na temo sonce, na koncu pa je nastal ta komad. Nedeljski gost na Valu 202 je režiser Matjaž Berger, ravnatelj APT Anton Podbevšek teatra v Novem mestu. Matjaž, zadnjič sem ugotovila, da sem vas nazadnje gostila v studiu Vala 202 leta 2022 v letu olimpijskih iger ob uprizoritvi predstave Levitan Vitomila Zupana. Tudi pripadate generaciji, ki je bila nekako fascinirana z njim, ne? Z človekom, z gesto, zelo pokončno držo, ki je iz vseh tega, kar je počel, išel na vse zadnje kot zmagovalec, ne? Jaz nisem bil najbolj neposreden fan. To so bili recimo Marcel Štefančič, Tadej Zupančič in drugi. No. Vem, da so pisali Filipike, obširne študije, natančne študije. Moram reči, da je seveda fascinantno preučevati življenje partizana, boksarja, lingvista, erudita, ki pristane v zaporu in napiše en najbolj slavnih romanov o zaporu, v katerem je preživel 7 let. Piše neko mentaliteto subjektov, ki so bili v tem zaporu in seveda ideologije, ki ga je zaprla. Fascinantno mi je bilo predvsem to, če gremo skozi Lacanovo interpretacijo, ne popustiti glede svoje želje, da je on v bistvu izdelal svojo digniteto in jo dovršil in prišel iz kaznilnice Ig v bistvu spremenjen. Celo za nazaj pravi, vesel sem, da sem bil zaprt, ker me je šele to naredilo za človeka. Boro Dojšak je igral Levitana, oziroma Vitomila Zupana, naredil je eno najboljših vlog in mi je zelo žal, da te predstave ne igramo več. Predstava se je pa vršila v galeriji Božidar Jakac, ki je naš stalni koproducentski partner. Gre za eno najboljših koprodukcijskih kombinacij. Dejansko v kleti, ki je spominjala na enega od zaporov, 4 zapore, 7 letih zamenjal. Matjaž Berger, vaš opus je res neverjeten. Ko sem vse to prebirala, to ne moremo niti prebrati v naši uri srečanja. Spomnim se pa vaše predstave Privzetnost in pristranost, prizorišče dvojega s klasiko Jane Austen na eni strani in pa Hvalnico ljubezni francoskega filozofa Alaina Badiouja. To se mi zdelo pa res nekaj izjemnega. Po drugi strani pa tudi vaše predstave po besedilih Slavoja Žižka, naprimer Dobrodošli v duhovnem živalskem kraljevstvu. Takrat ste dejali, da so bile priprave prav na to prizoritev za vas osebno najtežje. Zakaj? Zaradi Slavoja Žižka, zaradi spoštovanja do Slavoja Žižka. Pa tudi zaradi tega, kaj v bistvu uvrstiti v ta naslov. Vse Slavo je takrat sodeloval, so se pač srečala in pa Jela Krečič, ki je bila dramaturginja, in smo nekako pripravili neko osnovno gradivo, ki smo ga pa potem reducirali in spravili v celotno inscenacijo. Spoštovanje do človeka, ki je v bistvu svojim dialektičnim umom zastopal diskurs gospodarja proti mnogim in neštetim, ki vidijo v hlapčevstvu boljši model, v modelu neparticipacije, v modelu umikanja in tako naprej. Zato je bila priprava na to delo izjemno odgovorno zame. No, pred leti ste postavili na vaš oder tudi uprizoritev Trojno življenje Antigone po besedilih Slavoja Žižka, ki je napisal svojo različico. Pa me zanima, kaj vas žene vznemirja pri vašem izboru vsebin, besedil, ko sestavljate gledališko sezono? Kaj je to, ta fascinacija? Glede na čas. Vedno upoštevam zajem časa. Zajem impulzijo časa
problemov. Seveda vedno poskušamo najti geslo leta. Ne? Recimo letos je človek mora biti radikalen, kot je radikalna dejanskost, Bertolda Brechta. Vedno gremo skozi neko geslo in to geslo potem vse 4 premierne produkcije na nek način druži. Na začetku leta organiziramo Informance, kjer vsi 4, ki delamo ali delajo premierne produkcije, pojasnijo svoj koncept skozi to geslo. Seveda je to še vedno kar utopično. Moja želja je bila, da bi se te 4 osebe, ki delajo leto, večkrat dobile in skupaj pogledali, do kje smo prišli in kam gremo. Ampak že itak moja intenzivna povezanost z osebo, ki dela produkcijo, poskuša to spraviti v nek horizont. Recimo po Življenjih in časih Bertolda Brechta sledi režija Juša Zidarja, Hannah Arendt. Imava komunikacijo o tem, jaz pa vem, kaj je bilo do zdaj napravljeno, predtem so bili procesi Dua Silence. Potem je Brecht, potem je Hannah Arendt in potem na koncu projekt Sanje Nešković. Vse pa gre skozi šiv, ki se imenuje Človek mora biti radikalen, kot je radikalna dejanskost. Vi veliko gostujete in ste sodelovali tudi z teatri iz bivših republik, Zagreba, Beograda, Reke, Črne Gore, Nizozemske, Češke, Bolgarije in vsako leto, kar sem pustila čisto za konec najnega pogovora, gostujete na Korčuli in na Mletu in to so 2 zanimivi zgodbi. In za Žižkovo uprizoritev Antigone ste potrebovali na otoku Svete Marije, to je ta otoček na Mletu tega čudovitega jezera, prav dovoljenje od Dubrovačke biskupije. Dubrovačka biskupija je naročila študijo o Slaviju Žižku in meni, če sva dovolj primerna, da bi lahko uprizorili. In v bistvu leto predtem nisva prišla skozi, leto kasneje, ko se je pa vodstvo biskupije zamenjalo, je bilo pa to v redu. Ta druga zgodba, ki se veže na Korčulo, pa se nahaja tako rekoč sredi prizorišča filozofske šole, ne? Mislim, moja inspiracija je bila ta, da gre za slavno marksistično šolo, korčulansko marksistično šolo in na tem mestu, ki se je vršila ta šola, na kateri, kot vemo, so bili tudi Ernst Bloch, pa Fromm, pa Marcuse, pa številni odlični filozofi evropski, ki so preučevali model socializma in model utopije in model kritike kapitalizma, so nas potem, ko so videli trojno življenje Antigone na Mletu, na Korčuli prosili, če bi lahko podobno koprodukcijo opravljali tudi pri njih. No, ampak vsako leto, 8. leto bomo leto zapored na gostovanju, tam pride tudi veliko turistov, neka zelo kontingentna publika. S čolni prihajajo na Mletu. Na Korčuli je pa v trdnjavi, v starem mestnem jedru, prav na prizorišču, to je sicer letno kino, na enem od prizorišč te korčulanske šole nekdanje. Moram reči, da so odzivi izjemno zanimivi tam, ker je vsakič zelo drugač, pa vsakič smo pričakani v bistvu izjemno spoštovanjem. Ti 2 gostovanji, neka drugačna lepota, nek drugačen odnos do narave, do ljudi, do enega kraja. Gostovati v osrčju Mediterana, v bistvu že Hegel je govoril o Sredozemskem morju kot jedru vsega, kar je popolnoma nekaj drugega. Seveda pa ne gre za turistično gostovanje, kot je kdo kdaj mislil, ampak gre za zelo trdo delo pod zelo visoko temperaturo. To je vse seveda na odprtem. Do zdaj smo imeli še kar srečo, da nikoli ni deževalo. In kot pravim, prav pri trojnem življenju Antigone, Slavoja Žižka, je bil kongres feministk, ki so hoteli obuditi korčulansko šolo in so vse prišle na inscenacijo. Matjaž Berger, zdaj se za hipec še vrnemo v Novo mesto, v vaš rojstni kraj. Prebrala sem, da Novo mesto leži na nadmorski višini 202 metra. Torej, če ste v Novem mestu in če je takšen dan, kot je nedelja, kateri del najraje obiščete oziroma kaj se z vami dogaja z Novim mestom? Lejte, bom povedal takole. Ko sem bil član Slovenskega mladinskega gledališča, sem vsakič, ko sem prišel iz Bogote, iz Peruja, iz Brazilije, iz Velike Britanije, iz Irske, iz Rusije, prva pot iz letališča je bila vedno Novo mesto. Zdaj, ki je lokacija apta v Novem mestu, je moj najljubši kraj v Novem mestu Kostanjevica, galerija Božidar Jakac. Ker skozi si moraš oskrbeti svoj potujitveni učinek, da lahko najdeš svoj užitek. In še zadnji glasbeni zbor, preden se posloviva. Ne zato, ker je bila Melania Trump rojena v Novem mestu, ampak zato, ker je dejansko poblagovljenost odnosov med ljudmi, v bistvu dominanta,
sem zbral komad Rammsteinov, in sicer Amerika. Matjaž Berger, hvala za pogovor. Hvala vam.